A&G, Jernej pa z mano v oddaji Radioaktivno. Zdravo. Zdravo, lep pozdrav. Ste že našli luč v temi? Pa definitivno. Našli in jo še iščemo. Potem je predor zelo dolg. Tako je, nikoli ga ne zmanjka. To so dejansko ustvarjalni procesi, ko ustvarjaš in imam občutek, da več ko ustvarjaš, bolj ko ustvarjaš, več vidiš poti, več vidiš luči, več vidiš idej, informacij in več se dogaja. Se sedaj duet A&G preoblikuje v band? Tako je, dejansko sem imela duet Ana in Jernej, smo par in smo ustvarjala že nekaj let kot duet. Ustvarjala smo bolj pop, bolj akustično, bila sva s kitaro in dva vokala. Imamo pa še to srečo, da je Anin brat Jan tudi klaviaturist, ki je igral po raznih rock'n'roll zasedbah in smo se povezali, naredili band in zdaj ustvarjamo skupaj kot skupina. Najine pesmi, ki smo jih pa že izdala, smo pa preoblekli v ta stil, ki ga še bolj poznamo, še bolj čutimo, ki je z nami že od najstniških let. Torej ste družinska zasedba? Bolj kot ne družinska, pa naši prijatelji, ki jih imamo na bobnih v basu. Trenutno sodelujemo z bobnarjem Klemnom Krajncem, ki je z mano igral pred leti v zasedbi Burn Fuse. Pa na basu imamo pa Julijana Golavska, ki je pa dejansko sestrič od Ane pa Jana. Ljubezen daje moč je vaša skladba, sicer je že znana, tokrat pa preoblečena v bendovsko različico. Tako je, ko smo prišli na vaje, smo poskusili zaigrati to skladbo in smo kar hiter malo spremenili ritem, spremenili sound, zvok, je zazvenela kar tako smo jo zdaj posneli. Dejansko nismo več rabili nobenih velikih sprememb pri aranžmaju, med samim snemanjem narediti, kot smo jih kar na prvih vajah že postavili in tako zvenimo, zato smo jo tudi posneli, da si lažje predstavljajo poslušalci, kako bomo zveneli, ko pride na naš koncert, ker če jim poveš samo, da bo pesem zvenela zdaj v rock'n'roll priredbi spremenjena, si ne more točno predstavljati, kako to misliš, ne? Tako da je najlažje, da posnameš in pokažeš, kako zveniš. Če ne drugače, pa si lahko še pogledajo, kako zvenite, ko ste v rockerski zasedbi v video podobe. Tako je, video smo posneli, zaenkrat za vse pesmi, ki smo jih posneli, smo naredili še video spote zraven, oziroma to takšni playthrough spoti, ko igramo, da se vidi, kako izgledamo na odru, kaj pričakovati v primeru, ko bodo prišli na naše koncerte, ker dejansko je to cilj tega benda, da čim več igramo v živo, ker tudi ta glasba največji pečat pusti v živo. Ne? In če v naslovu prečrtamo dve besedi, daje moč, potem vemo, da je skladba ljubezenska. Tako je, skladba govori o ljubezni, ne pa nujno samo o partnerski ljubezni, ampak nasplošno o ljubezni do ljudi, do človeka, do različnih mnenj, do različnih teorij, stvari in to nas potegne čez vse in spravi v boljši občutek. Tudi ko smo imeli težave v zadnjih letih z raznimi virusi in podobno, nas je to nekako pripeljalo do teh časov, ko so zdaj pa, moramo reči, dejansko bolj naklonjeni ustvarjanju. Kako pa boste pluli naprej? Zdaj imamo v planu narediti čim več avtorskih skladb. Definitivno bomo odigrali še kakšno priredbo, ampak cilj je pa, da v čim krajšem času naberemo material, sestavimo in oblikujemo nekakšen album, CD, kot smo ga včasih imeli tak band in želimo imeti svojo plato, svoj CD, tako da imamo potem res zbirko naših avtorskih del, da si lahko poslušalci tudi malo daljši repertoar poslušajo, pa vidijo točno, o čem govorimo in pišemo. Bova pa sedaj skladbo poslala tudi v naša ušesa, zato ti ljubezen daje moč. Odlično. Najlepša hvala Radioaktivno za še en intervju. Moram res reči, da sem zelo vesel, da dobimo take intervjuje in tudi, da moji kolegi, ki se ukvarjajo z glasbo, redno pri vas upravljajo intervjuje in predstavljajo svoje dela. Tako da hvala lepa. Magični
noč.